Radijski roman. Dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. V predzadnjem delu radijskega romana Kruh močnih smo pri 61. poglavju, ki ima podnaslov vzet iz preroka Izaija. Nobeno oblikovano orožje ne bo uspelo proti tebi, in vsak jezik, ki se bo na sodbi vzdignil proti tebi, boš obdolžila. To je dediščina Gospodovih služabnikov, in njihova pravičnost je od mene, govori Gospod. Vsa Lidijina hiša je šla pozdraviti generala na prireditev, na kateri naj bi slovesno odkrili ploščo v njegovo čast. Videti je bilo, da so enako storili vsi Filipljani, kajti na trgu je mrgolelo ljudi. General je v svojem dolgem življenju služil veliko ljudem, zato so ga meščani vzljubili. Celo Leonidu se je zdelo vredno prikazati. Var je bil namreč neomajen podpornik gledališča. General se je naslanjal na umetelno izrezljano palico z ročajem iz slonove kosti in čakal na začetek slovesnosti. Lidija jo je prepoznala. Bila je ena Amelijinih najljubših. Presenetilo jo je, kako zelo se je general Var v zadnjih mesecih postaral. Lidijo je kot svojo posvojenko prosil, naj stoji na njegovi levici, medtem ko je njegov nečak in dedič zasedal častno mesto na njegovi desnici. Z olajšanjem je videla, da mu je nekdo prinesel stol, na katerega je Var z vzdihom sedel. Slovesnost se je začela. Zaradi Varove starosti in bolehnosti je bila razveseljivo kratka. Na koncu so mu na zgubano čelo položili lovorov venec in med ploskanjem nožice razkrili ploščo, obešeno na eno od javnih stavb. Ko je Lidija generalu poklonila darilce in hčerinski poljub, se je odpravila iskat preostale prebivalce svoje hiše. Prebivalci Filipov, prijatelji Rimljani, je znan glas zaklical srede trga. Lidija se je vprašala, kaj Antioh naklepa tokrat, in je s hrbtom obrnjena proti njemu stopala naprej. Ne odhajajte še. Z žalostjo v srcu opravljam svojo dolžnost in vam sporočam novico, ki bo večino od vas pretresla. Vsi jo imate pravico slišati, ker je povezana z vašo prebivalko. Lidija je obstala na mestu. Spreletel jo je srh. Nerada se je obrnila. Nerada je ostala na mestu. Raje bi zbežala pred tistim, kar je na to ugledala. Sredi trga sta stala Antioh in Jazon. Moja novica je povezana z Lidijo, našo ugledno trgovko s škrlatom. Veliko let smo ji nosili denar in ji zaupali. Mislili smo, da je poštena trgovka. Lidija je zaprla oči. Usta je stisnila v mrakobno črto in opazovala, kako se ji pred očmi podira svet. Kot vedno, ko so se pojavile težave, se je ob njej pojavila Rebeka. Sledili so še Mark, nato Elijana, Etan in Virjato. Celo Epafrodit se jim je pridružil. Čeprav se bo njen svet raztreščil na koščke, vsaj sama ne bo. Ob njej so negibno stali prijatelji, ki so jo varovali kot živ zid. To je Jazon, je nadaljeval Antioh. Množica je utihnila. Bogat trgovec iz Tiatire. Po naključju je poznal Lidijo, ko je bila še mladenka. Njen oče po imenu Eumen je bil mojster za barve iz Tiatire.
Jazonova mati, Diona, je kratek čas sodelovala z njim. Sodelovanje ni bilo dolgo, ker je bil Eumen tat. Res je dodal Jazon in vneto kimal. Obsodili so ga, da je kradel moji materi in ga za njegov zločin prebičali. Množica je osupnila. Nekateri so se začeli posmehovati. Antioh je dvignil roke, da bi jih utišal. Jazon mi je povedal, da je ob odkritju tatvine Lidija delala za očeta. Ni verjetno, da o njegovi nepoštenosti ne bi ničesar vedela. Tako je to, prebivalci Filipov. Ta domnevno častna trgovka ni le hči Tatu, ampak je najbrž kradla tudi sama. Kdo lahko reče, da ni vsa ta leta kradla tudi nam? Enkrat tat, vedno tat. Sami presodite, kaj bomo storili s to obtožbo. Vzklikanje množice se je še okrepilo. Vse več je bilo čutiti tudi jeze. Lidija je otrpla od strahu, gledala, kako s prsti obtožujoče kažejo nanjo. Ti si sidro moje duše, Gospod. Ob tihi molitvi, ki je prežemala njene misli, jo je vse bolj obdajal mir. Naredila je korak. Ti si moje upanje. Naredila je nov korak. Moja varnost. Še en korak. Ti me utrjuješ v vsem, kar je trdno in dobro. Zdaj je bila vsem na očeh. V trenutku so umolknili. Res je, da je bil moj oče Eumen obtožen tatvine, je začela. Množica se je začela posmehovati. Dvignila je roko. A obtožili so ga po krivem. Ta človek, Jazon in njegova mati, sta lagala in goljufala, da bi nama ukradla zemljo in podjetje. V resnici stoji med vami tat, a to nisem jaz, to je Jazon iz Tiatire. Svojih besed ne morem dokazati, lahko pa vas prosim, da me sodite po tem, kakršno me poznate. Pokazala je na enega od pretorjev. Ti, Just, nosiš tuniko, ki si jo v moji trgovini kupil pred 20 leti. Še vedno je videti sijoča. In ti, Gaj, ali tvoje ogrinjalo ni delo mojih rok? Ali je obledelo, se je izrabilo in stanjšalo, si zanj plačal preveč? Antioh je stopil naprej. Nekaj zadovoljnih kupcev še ne pomeni, da si poštena, Lidija. Iz drhali je znova zabučalo. Lidija je pobesila glavo. Razburjena množica je tedaj zaslišala, kako se nekaj lomi. Vsi so obmolknili in iztegovali vratove, da bi videli, kaj je zaropotalo. Pod spominsko ploščo je stal general. Palico je prelomil na pol. Lepa plošča v njegovo čast, ki so jo ravno obesili, je razbita na koščke ležala ob njegovih nogah. V besu je oboje uničil. Ali govoriš o moji hčerki, Antioh? Je vprašal general. Vedno je bila vredna zaupanja. Nekoč je moji materi dolgovala nekaj drobiža, ki pa ga je v celoti poplačala, še pred iztekom roka za plačilo. Njenega očeta pa sem osebno poznal. Izdeloval je boljši škrlat kot ti in njegove cene so bile vedno poštene. Niti enkrat ni ogoljufal ne mene, ne mojih prijateljev, ki sem mu jih pripeljal. Lidija je bila na robu solza. Var je še nikoli ni poklical za hčer. Nikoli je ni branil, niti v zasebnem življenju. Morda je tvoji materi res takoj poplačala dolg, Var, ampak, je ugovarjal Antioh.
Leonid ga je s svojim glasnim in očarljivim glasom prekinil. Komu bomo verjeli? Temu tujcu iz Tiatire ali naši Lidiji? Mnogi smo okusili njeno dobroto. Nekoč mi je pomagala, čeprav s tistim ne bi mogla ničesar pridobiti. Lidija, tatica, kot bi zame rekli, da sovražim vino. Dvignil je srebrno čašo, iz katere se je razlival rdeč sok. Množica je zarjula. Nato je naprej stopil Demetrij. Tudi meni je pomagala. V letih, ko sem v cehu sodeloval z njo, nisem v njenem trgovanju opazil sence nepoštenosti. V naši sredi je delovala le s poštenostjo in sodelavci jo zelo cenimo. K svojemu novemu upravniku je stopila Apolonija. Meni je pomagala, ko sem postala vdova. Drugi bi me okradli. Pogled je za hip uprla proti Antiohu. Lidija je bila do mene prava prijateljica. Ničesar ni zahtevala v zameno. Klarin oče Belos je spregovoril naslednji. Gospa Lidija mi je pomagala, ko mi ni hotel pomagati nihče drug. Poskrbela je za mojo hčerko. Nikoli in nikdar me ne boste prepričali, da je tatica. Tedaj je glas povzdignila Agnodika. Prebivalci Filipov, želim si, da bi imela napoj, ki bi pozdravil vašo neumnost. Res pa bi bila veliko premožnejša, če bi znala pripraviti takšno zdravilo, ker v tem cesarstvu živi veliko neumnežev. Množica se je zakrohotala. Razmislite, kaj imate za resnico o Lidiji. Ženska pomaga ubogim, odpira dom tujcem, zaračunava pošteno ceno, pomaga prijateljem v stiski in izdeluje stvari, ki so našemu mestu v ponos. Potrebujete še kakšen dokaz? Prenehajte s temi neumnostmi in se vrnite na domove. To niso neumnosti, Agnodika, je ugovarjal Antioh. Proti njej je bila dana obtožba, zato zahtevamo, da se zagovarja. Ime mi je Mark Kornelij. V vaše lepo mesto sem prišel na obisk iz Rima, je dejal Mark v popolni latinščini. S plemiško olikanostjo je očaral množico. Filipljani so zlahka podlegli njegovemu svetovljanstvu, zato jih je Mark vešče dobil na svojo stran. Mi dovolite, da spregovorim v zvezi s tem? Ljudje so vzkliknili in Mark je v znak hvaležnosti dvignil roko. Rad bi, da se Lidija zagovarja, Antioh, meni pa se zdi, da smo že več kot dovolj povedali v njen zagovor. Vsi razumni ljudje med nami so prepričani o Lidijini nedolžnosti. Dokaze v njen zagovor so podali prebivalci tega mesta od najvišjih do najnižjih. Vendar še nisi zadovoljen. Kdo je varen pred jezikom, kakršen je tvoj, ali pred močjo tvojih sumničenj? Najbrž bo zdaj še očeta lastnega bratranca obsodil, da je tat. Njegov oče je res tat, je zavpil Antioh. Množica je zarjula od smeha. Ah, daj no, Antioh, dobra šala, kaj bo še sledilo? Boš obtožil naše cenjene pretorje, da so brez sojenja odredili tepež rimskih državljanov? Pretor, ki ga je Mark s tem opomnil na resno napako, ki jo je naredil le nekaj dni pred tem, za kar se je lahko zahvalil predvsem Antiohu, je stopil naprej. To je šlo že predaleč. Verjamemo Lidiji. Jazon iz Tiatire, ukazujemo ti, da najpozneje do jutra zapustiš mesto. Nisi bil dolgo tukaj, a uspelo ti je sprožiti nemire. Antioh, od tebe pa pričakujem, da prenehaš s hujskanjem.
Če boš samo še enkrat naredil kaj podobnega, te bom poklical na zagovor. Skrivnosti so za človeško srce kot krti za zemljo. Po srcu rijejo sem in tja, dokler ni prepredeno z ranami. Tak je začetek 62. poglavja. Luknje, ki jih puščajo za seboj, se zagnojijo in napolnijo z vsemi mogočimi strupi in strahom, z zagrenjenostjo in grozo. Lidija je veliko let živela s skrivnostmi v srcu. Od Pavlovega prihoda so druga za drugo prihajale na dan in osuplo je spoznavala, da so izgubile svojo moč. Strup je odtekel, luknje so se zarasle. Njeno srce je lahko počivalo. Antioh je pravzaprav naredil uslugo, ko je na dan potegnil njen največji strah. Čeprav jo je nameraval prizadeti, je le pospešil njeno ozdravljenje, ki ji ga je naklonil Bog. Lidija, njeni gostje in preostali prebivalci njene hiše so bili zdaj spet pri njej doma. Kar na lepem so imeli razlog za praznovanje in vsi so praznovali, kot bi šlo za njihovo osebno zmago. Celo general se jim je pridružil, ne da bi se zmenil za vse bolečine in tegobe, ki so ga pestile. Sedel je poleg spogledljive Sintihe, v rokah vrtel zlomljeno palico in bil videti nekoliko zmeden. Agnodika mu je požugala s prstom. Zakaj si razbil tisto lepo ploščo, general? Nisem mogel drugače pritegniti pozornosti množice. Star sem že, saj razumeš. Zdravnica je potipala mišice na njegovih rokah. Nisi tako star. General se je zasmejal, videti je bil zadovoljen. V resnici mi plošča ni bila všeč. Precej majhna je bila, se ti ne zdi? Zato sem obljubil pretorju, da mu bom plačal za novo. Poskrbel bom, da bo velika. V veliki sobi, v kateri so bili, se je nekako znašla osa. Leonid jo je veselo in odločno začel loviti, s čevljem v eni roki in polno čašo v drugi. Poimenoval sem jo Antioh, je vzkliknil. Čeprav imata želo na različnih koncih, sta si zelo podobna. Agnodika ga je utišala in mu ukazala, naj se lepo obnaša. Če bi to ukazala valovom Sredozemskega morja, bi imela več uspeha. Lidija je opazila, da Epafrodit sedi sam v kotu, zato se mu je pridružila. Hotela sem ti povedati, da lahko ostaneš tukaj, če hočeš, in še naprej delaš zame. Tvoja preteklost je čista, vsaj kar se mene tiče. Široko je razprl oči. Pomirjujoče mu je stisnila roko. Odpuščam ti, Epafrodit. Gospa, zdaj me je še toliko bolj sram, ker vem, kaj se ti je zgodilo. Tvojega očeta so enako kot mojega obtožili, le da je bil tvoj nedolžen. Ti pa si ostala pokončna in dobra. Izgubila si vse premoženje, a nisi dovolila, da bi te strah pognal na kriva pota. Tvoje dejanje je zgodovina, Epafrodit. Tudi jaz sem spoznala, kakšno moč ima strah. Težko se je obraniti njegovega uničujočega primeža. Zmotila ju je Agnodika. Ni mogla vedeti, kako globok je njun pogovor. Lidija, je rekla, nam boš povedala celotno zgodbo o tem, kar se je zgodilo v Tiatiri? Toliko, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, za nocoj. V naslednjem nadaljevanju, ki bo očitno tudi zadnje, bomo slišali torej Lidijino zgodbo iz Tiatire. Hvala za nocoj in bodite z nami spet prihodnji četrtek. Lahko noč. Radijski roman.